Vsak premik Rubikove kocke se da zapisati. Če vas zanima kako in bi radi tekoče brali algoritme in druge nasvete za reševanje, potem poglejte tole. V bistvu je zelo preprosto. Premike stranic zapisujemo z veliko črko glede na angleške izraze right, left, up, down, front in back. Poglejmo to na primeru črke R, torej stranice right oziroma desne stranice. Velika črka sama po sebi pomeni obrat te stranice v smeri urinega kazalca, velika črka z apostrofom pa je obrat v nasprotni smeri od urinega kazalca. Tole je premik R, tole je premik R črtica oziroma R z apostrofom oziroma R prime, kot mu rečejo v angleških vodičih. Takole. Če ima črka ob sebi dvojko, je to dvojni premik te iste stranice, R2. Lahko se zgodi, da imata črka in dvojka ob sebi še apostrof. To pomeni, da algoritem predlaga dvojni obrat v nasprotno smer od urinega kazalca. Takole, ker bo zato verjetno lažje rešiti. V vsakem primeru, kad vidite, je dvojni premik v katerokoli stran enak. Rezultat je na koncu enak. Poglejmo zdaj vse to na primeru leve stranice, kjer postane bolj zabavno. Po občutku sem mislil, da bo črka L potem premik v to smer, enako kot R. Pa ni res. Treba je biti pozoren na smer urinega kazalca na stranici. Tako je L, premik v smeri urinega kazalca, se pravi sem. L z apostrofom pa je tale premik. L2, kad vemo, je dvojni. Še ena možnost obstaja in sicer premik dveh ploskev naenkrat. To je lahko označeno s črko dvojni V ob veliki črki stranice ali pa z malo tiskano črko te iste stranice. Enostavno premaknemo prvi dve stranici od napisane smeri. Mali L je tako tak premik. Mali L z apostrofom je tale in tako naprej po isti logiki že poznanih premikov. Črka U je zgornja stranica. To je navaden U v smeri urinega kazalca. U prime, U s črtico oziroma U z apostrofom pa je premik v nasprotni smeri od urinega kazalca. To je U2 in to je mali U in mali U s črtico. Črka F je sprednji sloj, se pravi front. To je navaden F v smeri urinega kazalca. Tole je F s črtico. Tole bi bil F2 in tole bi bil mali F. Pa mali F s črtico. Črka B je zadnja stran. Tukaj bi bil moj prvi impuls spet napačen. Navaden velik B je tale premik. Bodite pozorni na smer urinega kazalca, ne? Če bi šla v to smer, je navaden B torej premik takole. B z apostrofom pa je tale premik. Tako. Seveda B2, mali B velja enako. Zadnja je črka D, torej spodnja stranica. Spet bodite pozorni na smer urinega kazalca. Tole je D, premikam s prstancem spodaj. D s črtico pa je tale premik. Oziroma, če gremo z izhodišča, je tole D črtica. Super. V algoritmih se uporabljajo tudi premiki srednjih slojev. M je tale sloj, se pravi srednji. Obnaša se enako kot leva stranica. Tole je navaden M, tole je M z apostrofom in pa M2. Za ta premik lahko uporabite prstanec in sredinec. 1, 2. Še tako pokažem. 1 in 2. Super. E je tale sloj. Obnaša se enako kot stranica D. Tole je navaden E, tole pa je E s črtico. Super. S je tale sloj, obnaša se tako kot stranica F. Tole je se pravi navaden S, tole pa je S s črtico. Tako. Še eno stvar lahko zapišemo in sicer zasuke cele kocke. Sposodimo si črke X, Y in Z. Črka X je zasuk kocke v smeri desne stranice. Tole je X. Tako. X z apostrofom pa bi bil tale zasuk. Y se obnaša enako kot zgornja stranica. Tole je navaden Y. Y z apostrofom pa je tole. Črka Z pa je zasuk v enaki smeri, kot se premika sprednja ploskev. Z je tole
z apostrofom je tole. Poglejmo zdaj en primer algoritma. Oklepaji v algoritmih nam pomagajo bolj jasno razdeliti algoritem, da si ga lažje zapomnimo in v končni fazi tudi hitreje izvedemo. Algoritem, ki ga bomo pogledali, je naslednji. Se pravi, dvojni premik desne ploskve, spodnja ploskva v smeri urinega kazalca, premik desne ploskve v nasprotni smeri od urinega kazalca, dvojni premik zgornje ploskve, premik desne v smeri urinega kazalca. Zdaj pa vidimo, da imamo drug sklop, se pravi spodnja ploskva v nasprotni smeri od urinega kazalca, desna ploskva v obratni smeri od ure, spet zgornja dvakrat in desna nazaj v obratni smeri od urinega kazalca. Super! Ste prepoznali ta algoritem? To je bil eden izmed OLL algoritmov zadnjega sloja. Če ga izvedem še enkrat, boste videli, katero situacijo reši. Tako, uporabljamo ga za rešitev te situacije. Dajmo še rešiti, da bomo lahko mirno spali. Če vam kaj ni jasno, vprašajte spodaj in vam bom poskušal odgovoriti. Gremo zdaj sestavljati kocke. Ne znam še sestaviti kocke med žongliranjem, če ste slučajno to mislili, se pa trudim čim več kock sestaviti pod vodo z enim vdihom. Rad bi podaril svetovni rekord, če vas zanima več, poglejte še kakšne druge videe na mojem kanalu, naročite se, ker precej rubikaških vsebin imam, sicer pa se vidimo naslednjič.